Idi preber, kaj piše. Ekologija je znanstvena veda, ki preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov in odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Okolje organizma vsebuje njegovo fizično naravno bivališče, habitat, ki ga lahko opišemo z vsoto krejenih samovzniklih dejavnikov, kot sta podnebje in geologija, in tudi drugih organizmov, ki si bivališče delijo. Profesor Valant, kdo vse se lahko vpiše na študij ekologije? Oziroma, najprej, kakšen je sploh pravilen naziv tega študija? Pravilen naziv tega programa je okolje, ki ga izvajamo na Fakulteti za znanosti v okolju na Univerzi v Novi Gorici. Vpišejo se lahko vsi študenti oziroma dijaki za opravljeno splošno maturo oziroma tudi dijaki za opravljeno strokovno maturo, vendar morajo ti potem opraviti še dodatne izpite iz matematike, fizike oziroma biologije. Koliko časa pa traja študij oziroma kako poteka? Študij traja na prvi stopnji 3 leta. Seveda potem imajo študenti še pravico do absolventskega staža, na drugi stopnji pa traja 2 leti. Kakšen naziv pa pridobijo študenti, ko zaključijo študij? Študenti pridobijo po prvi stopnji naziv univerzitetni diplomiran okoljski tehnolog, na drugi stopnji pa magister okoljski tehnolog. Kje vse pa se vaši diplomanti kasneje lahko zaposlijo? Naši diplomanti se zaposlujejo na zelo širokem področju poklicev, v gospodarstvu, v izvršilni, v zakonodajni sferi. Pa imajo diplomanti veliko težav z zaposlitvijo ali je to sedaj iskan kader? Ne, naši diplomanti nimajo težav z zaposlitvijo. Mi imamo to tudi statistično obdelano in številke kažejo, da po pol leta po njihovi diplomi se 85% naših diplomantov že zaposli. Zaposljivost po enem letu po diplomi pa je 92%. Tako, zdaj smo prišla v laboratorij za raziskave materialov, kjer izvajamo vrsto raziskav na okoljskih materialih. Mojca in Mirela pripravljata poskus za fotokatalitsko razgradnjo organskih barvil. Mirela prihaja iz Romunije. Omenil bi, da imamo pri nas veliko tujih študentov, zelo intenzivno Erasmus izmenjavo, tako da naši študenti v obdobju svojega študija redno hodijo na druge univerze v Evropi, kjer opravijo kakšne izpite, preživijo nekaj časa z svojimi kolegi v Evropi in v zameno dobimo pa seveda mi študente iz Evrope na našo univerzo oziroma fakulteto in oni se tu pri nas izobražujejo skupaj z našimi študenti. Andreja Palatinus, ti si pa ta prava ekologinja, ne? Ti si še ena iz tistih generacij, ko se vam še reče diplomiran ekolog. Res je. Ko sem jaz leta 2008 diplomirala, smo bili takrat še univerzitetni diplomiran ekolog, zdaj se nam pa reče, oziroma se jim reče, univerzitetni diplomiran okoljski tehnolog. Kaj je njegov namen? Glavni namen tega poklica je nekako združevati vede, ki se ukvarjajo z naravoslovjem in družboslovjem z področja varstva okolja in narave. To se pravi, mi predvsem gledamo na to, kako je okolje onesnaženo, s čim, kje, v kolikšni meri in potem poskušamo nekako to situacijo popraviti s tem, da delujemo tako na družboslovnem kot na naravoslovnem področju. To se pravi, delujemo tako, da ozaveščamo ljudi, potem ozaveščamo odločevalce, to so politiki, sodelujemo pri pripravi zakonov, telih pravilnikov in takšnih podobnih. Lahko pa sodelujemo čisto kot naravoslovci, delaš analize, kemijske, fizikalne, biološke in potem svoje rezultate objavljaš v poročilih in jih predaš naprej.